Že desetletje se število učencev v osnovnih šolah povečuje. S tem tudi število učiteljev in učiteljic. Ženske so v šolstvu še vedno v večini. Tako je lani povprečno ena učiteljica poučevala 10 učencev. A bi kdo izmed vas rad bil učitelj oziroma učiteljica? Me ta poklic ne zanima. Jaz bi bil mogoče učitelj zato, ker se mi dopade biti z otroki. Moj najljubši predmet je matematika, tako da verjetno matematiko. Ne bi pa bil zato, ker bi me jezli, pa živci mi bi poknili. Dobri živci in znani matematike so trenutno zelo iskani. Učitelje večinoma za daljše nadomeščanje, torej za določen čas, trenutno iščejo na več kot 50 šolah. Ravno zdaj iščemo področje matematike, fizike in že vnaprej vemo, da ga ne bomo dobili. Razpis je zunaj oziroma je že zaključen, ampak nismo dobili nobene prijave. Da se pojavljajo težave, opažajo tudi učenci. Preden je prišla korona, je bilo nadomeščanj večinoma manj. Težave glede števila zaposlenih oziroma manjkajočih so se pričele tik pred korono, pa tudi še stopnjevale v času korone. Dejansko se nadaljujejo še tudi zdaj. Trenutno je odsotnih 1/10 zaposlenih. V tem šolskem letu smo imeli približno 10 ur nadomeščanja. Več je samostojnega dela, manj je razlage. Rače preberite od strani 50 do 52 in potem iz tega naredite obnovo. In tudi učenci niso tako disciplinirani. Imamo tudi nekateri novi učiteljev, smo se jih že navadili. Težave s pomanjkanjem kadra vsaka šola rešuje na svoj način. Tukaj gre potem za notranjo prerazporeditev. Učitelji, ki imajo ustrezne pogoje za poučevanje, prevzamejo te ure. Letos je bilo za osnovnošolske učitelje razpisanih že okoli 5000 delovnih mest. Vsi so mi učitelji, ki so komunikativni, ki imajo zelo dobro razlago, so odgovorni, torej ne zamujajo, zahtevajo disciplino in obvladajo učenja na različne načine. Prav tako je zelo iskan tehnični kader.